Ta program, ki ga je pripravila Slovenska demokratska stranka, temelji na 3 ključnih izhodiščih: gospodarski razvoj, delovna mesta in pravičnost. In ravno prejšnji teden je Zavod za zaposlovanje objavil novo številko o brezposelnosti v Sloveniji. Ta je v primerjavi s preteklim mesecem narasla za skoraj 4000. To nas mora seveda vse zelo skrbeti. Zakaj do tega prihaja, zakaj nismo sposobni ustvariti novih delovnih mest? Zato, ker gospodarstvo seveda nima dovolj vzpodbud, da bi zaposlovalo. Samo gospodarstvo je namreč tisto, ki lahko nudi kvalitetna in dobra delovna mesta, kamor bomo prezaposlili vse te ljudi, ki danes čakajo na svojo priložnost na Zavodu za zaposlovanje. Da bi pa to omogočili, seveda pa moramo delodajalcem ponuditi neke stimulacije, neke spodbude. In ena izmed ključnih točk našega programa so zato spodbude, ki bodo omogočile, da bo delodajalec lažje zaposloval, da bo zaposloval tiste, ki ustvarjajo višjo dodano vrednost in so bolj produktivni. Omogočili bomo, da od določene meje bruto plače navzgor ne bo potrebno več plačevati prispevkov. To pomeni, da bodo delodajalci lahko ta sredstva, ki jih bodo sicer privarčevali na ta račun, namenili za povišanje neto plač teh zaposlenih. To seveda je vse nova priložnost za zaposlovanje tistih, na katere Slovenija stavi, to se pravi tisti, ki ustvarjajo višjo dodano vrednost, so bolj produktivni. Kaj je še potrebno spremeniti na trgu dela oziroma pri zaposlovanju? Definitivno ne moremo mimo sprememb zakona o delovnih razmerjih. To je točka, na kateri se bomo seveda usklajevali in pogajali s socialnimi partnerji. Zelo veliko pozornosti bomo temu namenili. Menimo, da je to ena izmed tistih stvari, čemur vlada do sedaj ni posvečala dovolj pozornosti, in po našem mnenju pametnih rešitev brez sodelovanja s socialnimi partnerji ni mogoče doseči, še posebej ne na tem področju, kjer gre za zaščito pravic delavcev. Skupaj s tem seveda načrtujemo tudi prenovo aktivne politike zaposlovanja. To so tisti ukrepi, ki jih izvaja Zavod za zaposlovanje, da bi spodbudil brezposelne v nove zaposlitve. Dejstvo je, da so ti programi izredno razdrobljeni in nobene potrebe ni, da se še izvajajo programi, ki imajo recimo nekaj 10 vključitev v celem letu. Treba je napraviti eno pošteno evalvacijo, obdržati tiste programe, ki so uspešni in učinkoviti, in jaz mislim, da v času današnjih razmer na trgu dela visoke brezposelnosti je posebej treba spodbujati tiste programe, ki vključujejo javna dela, ki so namenjeni izobraževanju in usposabljanju zaposlenih. Če se iz tega področja zaposlovanja zdaj še malce preselim na področje pokojninske zakonodaje, seveda to je eno izmed področij, ki nas vse zelo skrbi. Vemo, da je pokojninska blagajna v slabem stanju, ampak v slabem stanju ni samo zato, ker imamo takšno stanje demografije, če temu lahko tako rečemo, zaradi staranja prebivalstva. Ampak kot je bilo že večkrat omenjeno, mi smo izgubili 60 000 delovnih mest. 60 000 tistih, ki vplačujejo pokojninsko blagajno. In na drugi strani pridobili več, kot je povprečje vsako leto upokojenih. Zakaj? Ker so se seveda vsi zbali nove pokojninske reforme. Vlada je namreč bolj s takimi ostrimi, da ne rečem zastraševalnimi prijemi poskušala pač prepričati v spremembe pokojninske zakonodaje, zato so vsi tisti, ki so imeli priložnost, takoj pobegnili v pokoj. In vse to seveda postavlja to pokojninsko blagajno v zelo neugoden položaj. Torej, spremembe bodo potrebne. Ampak na tem mestu takoj povem, da naše rešitve in naš pristop bo celovit. Mi ne mislimo, da je rešitev pokojninske blagajne v tem, da zaostrujemo pogoje. Samo v tem, da zaostrujemo pogoje. Samo v tem, da podaljšujemo upokojitveno starost ali pa delovno dobo.
Če sem prej govorila, koliko delovnih mest smo izgubili in s tem tisti, ki vplačujejo v pokojninsko blagajno, je seveda predvsem pomembno. In spet se vračamo nazaj k novim delovnim mestom, da ustvarjamo nova delovna mesta, da pridobimo tiste, ki bodo vplačevali, da bodo zaupali v ta sistem in na ta način bo seveda sistem tudi bolj stabilen.